Sašo. Torej, dober dan vsem skupaj. Hvala, da ste prišli. Tale naša petkova Zoom kavica, pač sezona se počasi izteka, še 2 kavici imamo do konca, pa jeseni bomo pa nekaj nove temelje postavili, bo malo drugače. Ampak to bomo drugič. Jaz sem zelo vesel, da je z nami kot sem že najavil, eden najbolj prijaznih in najbolj pozitivnih ljudi, kar sem jih jaz kdajkoli srečal. Hvala. Arkan, ali Navas, ali sem pravilno izgovoril? Ja, Navas, ja. Iračan, že 40 let, bomo rekli Slovenec, ali pa saj v Sloveniji biva od leta 79. Midva sva se sprijaznala oziroma se znanila, ko je tako nekako neprisilno prijazno vstopil v moje življenje, ko je v Trnovem odprl eno legendarno trgovino z rosami Rosika, in ker je pač, kot sem že rekel, prijazen človek, ki je začel pozdravljati vse in potem enostavno, če te nekdo prijazno pozdravi, pač prijazno odgovoriš nazaj, ne, in nekako je ta njegova pozitivnost je širo po Trnovem. Arkan je tudi slikar, in tako da sva tudi tukaj nekje sva se našla, ker sodelujeva. Imamo njegova in pa moja galerija sta zelo blizu skupaj, praktično sem v Cirku je šel vmes. Pa Plečnikova hiša. No, tako, ja. No, ampak že to Plečnikova hiša pa Cirko pomeni neke vrste prijateljstvo, Finžgar pa Plečnik nista imela ograje, zato ker pač je rekel Plečnik, da med prijatelji ni treba ograje in meja. Točno. Torej, Arkan je iz Irana, Iraka. Zdaj pa eno nagradno vprašanje, kaj se pravilno reče, Iran ali Irak? Oboje prav, ker so to dve državi. Super, brale. Namreč povej, Arkan, povej to. Ja, enkrat sem gledal takole oddaje, dokumentarce, ali ne vem, novinar na Pretromostoju vpraša ljudi, kako se reče pravilno, Irak ali Iran? Ljudi niso vedeli, en reče Irak, pravilno, en reče ne, Iran. Samo malo ljudi so rekli, to so dve države, Irak in Iran. In ljudi mešajo vedno s tem. In jaz tudi predavam v tem, vedno rečem, da je Irak arabska država, arabski jezik govorijo, in glavno mesto Iraka Bagdad. Iran pa glavno mesto Teheran, in oni imajo, perzijski jezik drugačen kot arabski jezik, in to so dve države in nima veze, ampak tiste, ki ljudi zapomnijo vojne med Irakom in Iranom, to so ni med ljudmi. Ljudmi so zelo prijazni, zelo prijatelji, zelo mislim, takole turistični obisk v Irak, ker verski turistični, takole lahko rečem, zelo aktiven, ampak včasih vlade, predsedniki se kregajo med sabo, pa vržejo državo v tako vojne nesmiselne. Arkan, a to si slišal, da se na Jesenicah učijo arabske številke že? Ja, arabske številke so številke, to se učimo že vedno. Ja, tako in tudi matematika je prišla, matematiko smo dobili, pa nulo smo dobili od Arabcev, matematiko smo dobili od Arabcev. Jaz vedno sprašujem, sem tako na moje predavanje na začetku, zakaj recimo ura 60 minut, zakaj pa minuta 60 sekund, zakaj teden 7 dni, zakaj leto 12 mesecev in zakaj veliko stvari, in rečemo, odkot smo dobili to ni kar tako, to je sistem, naš planet, to noben ne mora zdaj spremeniti, niti Američanov, niti Rusov, da gremo,
to je stane tako, kot je. In ljudi mal vejo o tem. To so od sumerske civilizacije, to pomeni, to je iz Iraka je prišlo. Prvi sistem narejen in do danes velja. In take stvari vedno treba povedati, da ljudi vejo, kako pa kaj. In vsega ne moramo danes povedati, ker to je ogromno stvari, zelo veliko. Vzamemo samo pisma. Tako. No, ti si krajinski arhitekt, ne? Ja. Zdaj bom te vprašal, zakaj si šel študirati? Sej Irak je sama puščava, ne? Ja. Veliko mislijo tako, ne? Na moje predavanje vedno Irak je zelo raznolika država. Če potuješ od severa do juga, ne? Kot da si potoval več držav. Na severu Iraka tam Kurdistan, ne? Ki tam živijo Kurdi, ne? Avtonomne, imajo sistem avtonomne države. In tam hribe in sneg pada po zimi. In ko greš proti Bagdadu, takole, en del puščave, en del pa reke Eufrat in Tigris, dve reke, to je znano. Če greš proti jugu, en del puščave, en del pa močvirsko območje. To močvirsko območje kot morje zgleda. In to je območje tam sumerske civilizacije, ko začelo iz juga Iraka. Tam te močvirsko območje in do danes zelo zanimivo, recimo za turizem. Upam, da bo kdaj. Zdaj mir, recimo, pridejo ljudi pogledati, ker je zelo zanimivo in upam, da bo kdaj čisto mir, da lahko gremo skupaj pogledati to, kako to izgleda. No, Irak je tudi, bi rekel, del krščanstva. Tam imaš raj, je bil v bistvu v Iraku je raj, iz katerega so nas izgnali, oziroma našo pramamo in praočeta. Papež je šel tudi v Ur, to je tam blizu tebe, ti si 30 km stran od Ura ali nekaj takega. Ja, točno. Tako da še to malo povej. Ker tam, papež je šel v Ur, je rekel, jaz ne grem na obisk v Irak, ampak grem na romanje. Ker mesto Ur, če vzamemo, pred 4000 let pred našim štetjem, to zgrajeno ali več, in tam piše tabla, tukaj je živel Abraham. To pomeni, da mesto, zdaj tudi sem videl, po ta novom gradijo cerkev tam. In sožitje med Iračanov, recimo, mogoče ne veste, da je v Irak živeli 14 različnih kristjanov, 14 vrst kristjanov. Vsak, recimo, ima svojo cerkev, svoje molitve in je bilo mirno. Ampak to je, kar slišimo, razprtje to je prišlo zunaj, zven Iraka. To je najboljše, če hočeš uničiti državo, narediš razprtje med ljudmi. Tudi med muslimani sami so naredili suneti, šijati. Me vprašajo včasih, a jaz rečem samo, da sem Iračan. Da veste, to ni zame druge stvari, kar govorijo po novinarji, pa ne vem kaj. To nima osnova. Tako, in jaz iz juga Iraka, to mesto Ur, jaz sem rojen recimo takole 30-40 km daleč od tukaj. No, ampak tvoja družina je bila relativno bogata, pa velika, 7 vas je na otrok. Ja, 7 otrok, jaz sem te 7, v družini 3 brata, 3 sestra, dobro so razdelili. Pa edini, ki si mogel iti od doma, Ja, to je res. In zakaj sem šel od doma, ne vem zakaj, ampak vsaka stvar, jaz vedno predavam o tem, vse se dogaja z razlogom. Nobena stvar, včasih mi mislimo kar takole, slučajno, nobena stvar ni slučajna. To razlog je in potem ugotoviš, zakaj. Jaz sem takrat je bilo mir v Iraku pred leta 1979
in velike družine, pa vse sem imel, nič mi ne manjka, recimo tudi lahko študiram v Iraku, ampak prišla ideja, da grem ven v času Jugoslavije, sploh za Jugoslavijo Iračani ne potrebujejo viza in tudi sporazum med Jugoslavijo in Irak, da priznajo tudi priznanje diplom, da ni treba potem kaj drugega delati. In sem se odločil in sem šel. In potem sem ugotovil, ko je začela vojna, pa to, da to je nekdo mi rešil življenje, tako lahko rečem. Vsak človek dobi priložnost v življenje, pa če dobiš, pol pa moraš izkoristiti v dobre namene, ni slabe. In jaz sem potem, težko je bilo, kljub temu, da je bilo vse v redu, jaz nisem imel štipendije sploh, niti od Jugoslavije, niti od Iraka, in starši so me financirali, ampak potem, ko je začela vojna, tudi oni niso mogli financirati in so zaprli vse račune, devizne račune. In pol si se preživljal preko študentskega servisa. Ja, točno. Študentski servis, po noč delaš, zjutraj na predavanje. Je težko. Jaz včasih, ko razmišljam o tem, pa rečem, kako sploh je šlo. Jaz sebe sprašujem, ker je to zelo težko, ampak človek ima toliko energije, toliko moči, zelo malo uporabljamo z tega. Ti si najprej v bistvu rekel si, da te je sosed, da ti je pomagal, oziroma v nekem smislu ti je sosed prepričal, da si šel v Slovenijo. Ja, v Jugoslavijo. Mislim, v Jugoslavijo, pardon. On je študiral v Beograd, pa mi je rekel, zakaj ne greš, sem rekel, ja, dobra ideja, res, mal da vidim druge kraje, druge študij. Jaz sem vedno tak človek, ki iščem druga poti, vedno v življenju. Bil si star 19 let, ne? Ja, 20, čez 20, mal čez 20 let. In sem rekel, ja, dobra ideja, če mi pomagaš, lahko on pošle potrdile, da sem sprijet v Beograd na univerzo, da lahko dobim potem potni liste, pa tako, in vse naredila tako, potem, ko sem prišel do tega, pa sem odpotoval, Je seveda doma, oče je bil proti, mama za, mama čutijo bolj drugačno kot očete, je rekla, kar pet daleč, kljub temu, da je za njo težko, ampak me podpirala in seveda mama pa prepričuje očete in sem odpotoval v Beograd najprej, ampak to je to. Alo? Ja, nekaj prekinja, kaj to FTS? Čakaj, bomo ga ven vrgli. Očitno je nekaj, samo malo. Nekaj hršči. Samo malo. Ok. A ja, zdaj sem pa Arkana izklopil. Arkan, izklopi se, zdaj sem tebe izklopil. Ker mi je preklopilo, ta FTS me je. A boš lahko? Aha, sem mečken. Boš? Nisi še vklopil. Pa se mene zdaj sliši? Ja, tebe se sliši. Jaz sem hotel reči, da je že domicil pel Irak, Iran in Pakistan. Ja. Že zdavnaj to, Čakaj, Arkana moramo iti vklopiti mikrofon. Arkan, vklopi si mikrofon. A znaš? Aha, čakaj, ni miške, čakaj, samo malo. Bomo pol to, samo sekundo. Alt A ne poskusi. Zdaj se slišimo. Se slišimo? Ja. Ja? Aha, ok. Se slišimo, odlično. Ja, super, ja. Ja, domicil, ja, res se spomnim ta pesem. Ja, glavnem je, pot ni lahka, jaz nisem predstavljal si, da bo težko tako, in ko sem prišel v Beograd, pol pa sem, a se slišimo?
Ja, se slišimo, Okej. izvoli. Ko sem prišel v Beograd, jaz vedno iščem druge variante, več variant. Tako. Pa sem vprašal prijatelji tam, kje še univerza. So rekli, ja, Zagreb, Ljubljane. Sem rekel, aha, Ljubljane. Nisem slišal prej. Jaz sem mislil, ena država, sploh Jugoslavije, en jezik tudi, samo nisem vedel, da več republik pa to. In je rekel, ja, z vlakom greš, zjutraj boš tam v Ljubljani, recimo. Sem rekel, ok, pol pa grem, ne. In sem prišel v Ljubljano, vedno vprašajo, kje si najde v Ljubljane, kako si prišel. Jaz vedno rečem, moj odgovor samo, da sem prišel z vlakom. Ne poznam nobenega, nimam naslova, nič, ne. Ja, to je bilo zanimivo, ne. Prideš in pol ti ustaviš enega tujca, ne. Kaj si že rekel, kje so Arabci? Najprej, kam naj grem? Sem rekel, najprej grem v študentske naselje, da vprašam, kje so. En gospod po angleško je rekel, 14 avtobus, 14, greš 4 postaje, pa greš dole, ne. In to sem šel tja, pa sem videl en Afričan tam študent in sem vprašal, kje so Arabci, kje so študenti iz Iraka, če pozna. Je rekel, blok, ne, prvo nastrovijo. In jaz sem šel samo po imenu, sem gledal, jaz sem rekel, ta ime je sigurno Iračan ali Arab. Sem trkal vrata in on je spal že zjutraj in mi je rekel, sem rekel, jaz sem prišel študirati, sem pa to, kar zvoli, boš čaj, pa to, ne. In tako je začela, ne. Nisem mislil, da bo to življenjsko potovanje. Jaz sem mislil 4-5 let in grem nazaj, ampak potem, ko vojna začela, pa težava, pa to. Jaz sem človek za mir, za glasbo, za umetnost, slikanje, to je pa ni zame, ne. In potem sem ostal tukaj, ne. Ljubljana, ne. Mislim, da 10 let nisi imel stika z družino, ne? Zaradi tega, ker država hoče vse mlade ljudi na fronte, ne, pa so težili starši pa to in je težko za njih, sem rekel, lahko naredite odpovejte, ne, meni, ne, in so naredili, ne, da odpovemo, pa to mi ne vemo, kje je in vi veste pa to, da pa morate vi vedeti, kje je sploh. Mi nimamo stiki z njim, ampak res nismo imeli, ker vse je kontrolirano bilo, in telefon in pismo in to, in nismo imeli stik 10 let. Tudi denar je prenehal prihajati, ne? Ne, nič denarja. Saj takrat itak je padel iraški dinar dol, tako da niso imeli. Nisem vedel sploh, kaj se dogaja tam in oni niso vedeli, kaj se dogaja z mano. In jaz od takrat sem rekel, jaz moram speljati življenje kar sam, in res tako in študiral in potem ljubezen pride vmes, seveda, ne. Sem spoznal moja žena, Slovenka in iz Ljubljane. Po 3 mesecih sta se poročila, ne? Po 3 mesecev in tudi ni šlo gladko, ne. Vsaka stvar pri nas, tudi ko kupujemo kakšen stroj, rečemo, aha, bolj pa moramo nazaj servisirati, ne, ker z prva roka. In ni šlo v Ljubljani, ker so zahtevali dokumentov iz ministrstva v Irak, pa to. In en moj prijatelj je rekel, če greš ven iz Ljubljane, lažje, ne zahtevajo to. In enkrat z žene z Novega mesta z avtom, pa smo vedeli, da piše tam Trebnje, ne. Sem rekel, tukaj mogoče se da se poročiti. Pa sva šla res naslednji dan vprašati, če se da. Seveda se da, ena starejša gospa, zelo prijazna. Kaj potrebujete? Tole potni list, pa rojstni list, preveden v angleščino sem imel, in kaj še, pa še nekaj malega. Samo to, samo to. Pridemo lahko v soboto, pa smo prišli po 3 mesecih, to, ko sva spoznala, sva šla se poročiti, ne. Starši od žene sta bila presenečena, kaj je to zdaj, ne, a to je res? Res to. Pa vsi so rekli, da to je poroka, ne bo za 3 mesece, ne. Pa so ti rekli, da zato se poročiš, da boš državljanstvo dobil? To je vedno tukaj, ne vem, zakaj ljudi imajo to, tujec se poroči, zato ker da lahko dobi državljanstvo. Po Sloveniji to ne velja. Mogoče druga evropska država,
res, če se poročiš pa 5 let, pa tole, ali pa 8 let, odvisno od držav, ne. Na Švedsko vem, da 5 let pa ti ponuje državljan. Tukaj v Sloveniji pa ne velja to. Jaz sem imel zelo dolgo leto brez državljanstva, kljub temu, da sem poročen bil in smo imeli ena hčerka, ne, tudi otroka, ne. Ampak to ne igra vloga, moraš imeti, jaz sem imel težave s tem, moraš imeti osebni dohodek, ne, ni delež. Jaz denar sem delal, ne, pogodbeno, pa to sem imel, devizni račun, pa to, ampak to ne. Moraš imeti osebni dohodek, pa višji standard, sploh določen, toliko moraš dobiti na mesec in in je to trajalo zelo dolgo, več kot 10 let, 13 let sem imel brez državljanstva, pa kljub temu, da delaš, pa imaš družino, pa tako, ne. Ampak potem tudi tole rešim. Me vprašajo, kako si rešil to problem. Je bilo takole, nimaš služba, ne dobiš državljanstva, zato ker nimaš službe, ne. Dobra služba, greš, recimo, prošnje daš, pa to iščejo krajinski arhitekte. Povej, kako si službo dobil. To je zanimiva zgodba. Poslušaj, in potem kot Jara Kača, ne. Ne dobiš službe, ker nimaš državljanstva in obratno. In to je vedno trajalo zelo dolgo, ne. Jaz imam rad, ko si ti rekel od začetka, to je pri nas, ko sem bil majhen z očetom, ko hodim, vedno moraš pozdraviti ljudi. Navada pri nas, pozdraviš vsakmu. Pa jaz sem bil jezen, očete sem rekel, jaz sem pozdravil, pa rečel, kaj ta malo zdaj tale pozdravlja. Noben mi ne pozdravlja. Je rekel, to ni tvoja stvar, ti si vloga si jo naredil, pa to. Glavnem, jaz imam navada še vedno pozdraviti pa to. In sem šel tankat benzina, ne, pa vidim pred sabo en gospod, ki je šel z avta, tudi tanka. Sem rekel, tega poznam iz faksa, ne, prvi letnik je bil z nami, pa tako, grem pozdraviti. Sem šel z avta, pozdravim, kako si, kaj. Jaz sem vprašal, sem rekel, jaz sem končal, ampak službe pa ne morem dobiti, zato ker tako, ne. Je rekel, res, sem rekel, kaj pa ti delaš? Je rekel, jaz direktor sem ena firma, pridi jutri, bomo to uredili. Toliko let pa to in to je potem... Ja, pa povedal si mu, ne, da nimaš državljanstva, pa ga to tudi ni motilo, ne? Ne, in potem sem ugotovil, da to ni zakon, ampak odvisno od človeka. On sigurno ni kršil zakona, ne. Ko sem šel naslednji dan, sploh nisem verjel, če bo res on lahko to naredi, in sem šel naslednji dan, pa vse smo uredili, pa to, in končno sem dobil službo, pa imam osebni dohodek, ne. To je bilo v Arboretumu, ne? Ja, v Arboretumu, v Ovčji Potok sem delal 2 leti, ne, bližno, ampak potem jaz vedno sem imel želje, da imam svojo firmo, pa in sem ustanovil DOO, takrat brez kapitala in lahko sam ustanoviš, ni rabiš nič. In sem šel na sodišče, sem dal vse v ložišče, ne, in hitro je šlo in sem imel registrirano firmo in potem sem ratal čez noč direktorja, ne. In potem si prišel v Trnovo, ja, kjer si na Zalago z rožicami, oziroma še prej si obnovil tisto staro propadajočo bajto, ne? Čisto staro, ne, in najprej en prostor sem prenovil, in sama z žena veliko stvari sva naredila, gradbene švome sem takole, prvič v življenju, da sem polagal v ploščice, ker nisem imel denarja za mojstra, ne. Žena mi vprašala, pa si kdaj polagal? Sem rekel, bom jaz. Sem rekel, vsaka stvar prvič v življenju. In je šlo in sem imel kar koliko 15 let to firma, ampak potem časi so spremenijo in... Ja, in potem si prišel v Trnovo, si na Zalago z rožicami, enim si balkone urejal, dober glas o tebi se je širo, midva sva postala znanca, ne? Res, in tako zdaj pač se tudi kdaj podruživa. Tako da jaz vas povabim, dajte enkrat, ko v Ljubljano prišli, gremo v Harkanu na čaj, bo zelo vesel.
da pridemo enkrat k njemu, da pogledamo ta njegov divan. Ne. Divan je izraz za gostoljubje, ne. To je en prostor, kjer se ljudje srečujejo, kjer tudi prespijo lahko, dobro, pretep ne, ampak načeloma, ta izraz divan, ne, pri nas je divan je kavč, ne. Ampak to je arabska beseda. Divan je nekaj širšega, ne. Več pomeni tudi divan kabinetu predsednika. Država, ne, predsednika se reče divan, ne, in tudi zbirka, pesniška zbirka, tudi divan se imenuje, ne, ali divan prostor za druženje, tam takole navada večje družine, znane družine imajo en prostor, to moj oče pokojni je imel, poseben vhod in smo imeli 3-krat na tednu zvečer odprta. Vsak lahko pride, dobi kavo, čaj in pogovori zanimivi in jaz sem rasel tam in od takrat sem rekel, mogoče enkrat bom imel divan v Ljubljani. Da divaniš, ne? Se reče, da divaniš. Izdivaniti, pogovarjati se, ne? Se pogovarjati, zanimivo. Mislim, ljudi, ki pridejo tudi, pa ena vloga, to je za Slovenijo zelo dobra, tudi mogoče. Rešujejo tudi tam problemi take med sosedami, pa tako, ne. Ampak razgledni ljudi, ko rečejo besede, vsi morajo spoštovati to, ne. Drugače rajše, da grejo stran od kraja, ne. Tudi to in je, ker tam ni gostilne, ne, pa moški, seveda to je moški tukaj se dobijo v divani, ne. V slovenščini imamo, pa tudi naši knjižnici imamo prilagojeno knjigo od Dževada Karahasana, ki je pred kratkim umrl, pisatelj sarajevski. Divan je naslov, odlična zadeva. Tako malo kriminalke, malo ljubezenske, malo te v bistvu zgodovinska zadeva. Sploh ta Karahasan ima ene čudovite arabske zgodovinske zadeve, tako da malo reklamo naredim za knjižnico in berite Karahasana, res, ne bo vam žal. Koliko časa sta že poročena? Letos imamo obletnico 40 let. Wow. Dve šolani punci, ne? Punce sta končale, imamo 2 vnukinje, ne? Razširi se, je prišel eden, pol pa... Punce so, ena je farmacevtka, druga je zdravnica, ne? Pediatrinje. Žena je diplomirana sestra, je zdaj v pokoju, je bila... je delala v kliničnem centru, dolga, ne. Skratka, medicinsko oskrbo imaš, ne? Zelo. Hvala Bogu, ne. Drugače vedno rečejo, ne, medicina po ženi. Moja družina, recimo, tam v Iraku imamo veliko, takole, od brata, sin, tudi zdravnik v Londonu, ne, zdaj, ko sem šel pri njemu, od sestra, sin in hčerke zdravnika, ne. Moj brat je bil farmacevt, druge veje družina, pa moj stric, brat od moja mama, on je bil pisatelj, slikar, pesnik, ne. Zgleda, jaz sem po njo, on mi, mislim, za slikarstvo podpora mi dal, pa je rekel, da ti imaš talent, pa in tako je to, ne, da je mešana, ene fizike, zdravniki, pa to, druga veja, pa umetnost, pa pesniki, pa pisatelji. No, zdaj si začel, predno se posvetiva tvojemu slikarstvu, ne, ti si začel tudi zdaj v svoji familiji govoriti, družini, ne. S čim ste se pa preživljali, oziroma vi ste precej bogati, ne, bi rekel, ker drugače verjetno... Ni zelo bogati, lahko rečemo srednji, ne, in oče je bil trgovec, ne, ko sem končal tečaj za slovenščino, ne, takrat zbiraš besede, ne, komisije sedijo pa to in so rekli, so me vprašali, kaj oče dela, ne. Jaz sem rekel, da oče ima bencinsko črpalko, ne. Šejk, sem rekel, ne, v Irak niso šejk. Ker je Irak republika, niso šejk. Oče je imel tole privatnik, ne, prodaja te nafte in dizle in te stvari. In jaz sem mu pomagal vedno od mehkega. Jaz sem navajen na delo
od osnovne šole in naprej. On, ko potuje, vedno potuje in mi da ključe, ker starejše brate pa sestra, vse moja družina so. Jaz sem pa ostal zraven in meni vedno, in tu se spomnim veliko dobrih stvari, ki jim je povedal pa to. In vedno se spomnim, vedno mi je rekel, da moraš biti preprost z drugimi, moraš biti odprt na ljudi, ker ne veš, kako piha veter. Jaz nisem razumel to, pa kaj skozi mi piše o vetru, saj ni vetra pa to, ampak potem, ko prideš, pa padeš tukaj v tako družbo, pa vsak dan borba pa to, in potem se spomniš na te veter, res, včasih pride ena stvar, recimo, to vrže čist dol, pol pa spet moraš naprej, ne. Tam v Iraku poznate copate? Ne. Ne. Ne poznam. Se pravi, če bi jaz k tebi v Irak prišel na obisk, mi ne bi rekel, tamle se sezuj, tam imaš pa copate. Ne, to pa ni. To je ena taka čudovita slovenska posebnost, ne? Ja, tako, veliko stvari, tako novih ko sem prišel, recimo, druga družba, druge navade, drugi odnosi, recimo odnos ženska-moški tudi drugačni, ne. In človek, jaz sem od začetka tako, ko sem hodil na tečaj slovenščine, prav sem vrgel se na to, sem vzel stvar resno, zato ker moraš, če hočeš tukaj študirati, moraš znati, ne, jezik, brez tega ne moreš, ne. Profesorji govorijo s tabo vse slovenščine, ni angleščina, mislijo. Si rekel, si rekel, naučili so te kupiti kruh, ne? Niso te pa naučili... 6 mesecev tečaj, pa res, ne. Smo naučili, kako kupaš sadje, zelenjava pa to, ampak greš na predavanje prvi dan, jaz nisem nič razumel, nič ni šlo. Sem razmišljal, mogoče sem hodil na napačen tečaj. Katera ti je pa bila beseda, katera beseda ti je bila pa najbolj čudna v slovenščini? Tole, ko sem slišal, recimo, prvi, vi ne opazujete to, ne, ker tukaj normalno, tole, ko govorijo boš, bom, kaj je tole, kakšen jezik to govorijo, bom, ne, jaz vzamem tole bom, ne, kaj je to bom? To je prva stvar, drugače potem počasi seklanjanje, ne, in sem poklical, pa sem govoril z mamo po telefon, sem rekel, tukaj imajo čuden jezik, je rekla, kako, sem rekel, moje ime spremeni, ne, je rekla, kako, sem rekel, včasih ratam Arkana, to je ženske, ne, to pa ne sme biti, sem rekel, včasih ratam Arkanom, kaj pa to, pridi sinček nazaj. Ja, no, mislim, veš kaj, ker res v arabščine ali angleščine pa to ime Arkan ostane Arkan, ne, ne spremeni se, ne. Tukaj pa Arkana, Arkanom, tako, ne. Veš kaj mi je bilo zanimivo, ne, najin skupni prijatelj Samir, ne, mi je razlagal, prej nisem bil pozoren, ampak on mi je razlagal, vi imate tudi dvojino, ne? Točno to, ja. To, ne? To mi je bilo zanimivo, ne, ker mi Slovenci smo prepričani, da smo edini na svetu, ker sta dva, ki se imata rada, sta lahko sama, ne. To je res, vse so množina, ne, v slovenščini, sva pa intimna dva, ne. Ja. En slavist enkrat se kregal z mano, ker sem rekel, o arabščine tudi imamo dvojine. Da je rekel, da ne, da ne, če jaz govorim to. Ja, tudi imamo dvojine o arabščini, ja. In arabščina zelo široke jezike. Jaz sem imel probleme, recimo, v slovenščini, ne, če hočeš izražati kakšno stvar, ne, malo imaš besedil, ne, tam v arabščini celo imamo slovar, zelo velik slovar, arabščina.
Ne? In pesniki, ki pišejo zelo globok jezik, ne? Ker recimo, če vzamemo morje, morje ene besede tukaj, tam več izrazov za morje. Recimo, No, zdaj to sem te hotel vprašati. Ja, Ja. ker je, ne vem, jaz imam občutek, da je ta arabščina je bolj puščavski jezik, ne, in da ima tudi ogromno izrazov za vodo. Ne. Zelo, za vode, za puščave, za živeli tudi, za recimo gazele, ni samo gazele, ampak takole, če recimo govori o ženske, kako ima oči kot gazele, ampak drugi izrazi. In jaz včasih, ali pa vsak, ne, ko vidi, ne razume, gre na slovar, arabščina, kaj je to mislil, ne, in najdeš takrat. Ja. Kaj pa to v bistvu pravijo, ne, da Arabci imajo po 4 žene? Ne? Sej, ena moja prijateljica v Egiptu, Slovenka, je tretja žena od enega Egipčana. Ne? Zicer, ne vem, kako to funkcionira, ne? Ampak verjetno je to tudi to dejansko nekako pravno urejeno, ni to kar tako. Ja, pravno urejeno, ampak v Iraku je zelo malo tole se dogaja, da ni. To je, jaz recimo imam velike družine, pa starejše, starši, noben nima 2 žene. Ne? Da se razumem. To je malokrat se dogaja. In jaz sem imel probleme, ko sem se poročil tukaj, ne, Slovenke, in so začeli govoriti ljudi proti, tale Arabec, ta bo prodal žena za kamelo, ne, in potem ta sigurno ima še 20 kamel za eno ženo, ne? Ja, recimo, ne vem, ja, če blondinka mogoče so rekli, dobi 100 kamela, ne. Pa še malo polna more biti, ne? Da bom več kamel dobil. In sigurno ima še 3 žene doma, in jaz vedno hecam, takole pa rečem, še 3 mi čakajo doma, cel življenje, pa ne čakajo potem. A veš, oprosti, jaz, ko sem bil v Kurdistanu z mojo ženo, ne, so mi ponujali 4 njihove za njo. Ja, to je vsake toliko časa in povem, ne, da naj se zaveda, ne, kako jo imam rad. Ja, to je se hecajo, ne, mi takole, ampak to je se dogaja, ne, to je, in moja žena tudi heca, reče, ja, da Arkan bo še ena žena, res, ja, fajn, funkcionirajo, pa bo mi pomagala, če ni drugega posoda, bo mi pa to. No, sej ti nimaš eno, ampak imajo zdaj 3 ženske okrog sebe, ne. No, pa še tašče zraven, prosim. No, vidiš, evo, pa smo na 4. Tista zgodba od tašča pa zet, mi smo to razbili, ne velja pri nas, razumemo se fajn in cel življenje živi z nami, ne. No, super, Brane, vpraši. Ravno na to temo, ko se zdaj pogovarjamo, ste prej rekel, da je, kar je sigurno res, ne, da je odnos moški-ženska v Iraku povsem drug kot v Sloveniji, ne. Kako se to spremlja, ker vi ste mogli sebe spremeniti to zadevno, ne? Ja. To je eno, drugo pa, kako vas je okolje v Sloveniji sprejemalo kot tujca? Ja, prvo vprašanje, odnos, jaz sem odvisno, od kod si prišel, ne. Ni država, tudi od kakšne družine, ne. Jaz sem prišel iz odprte družine, da ni, mislim, moja sestra tudi so študirala, ne, ena končala, da je profesorica angleščine, ta druga učiteljica, ta najstarejša pa gospodinja, ni študirala, ampak končala gimnazijo, ne. Da je drugače tam, tako. Ko sem prišel, sem navajen na ta odnos, odprt odnos, tako, ampak jaz vedno, ko prideš v kakšna druga družba, ti moraš pogledati, ne. Jaz vedno rečem, da tujec, ko pride, gleda kot na gledališče, ne, tako na odru, ne. Na odru igralci, ki igrajo, ne vejo, kaj delajo, ampak mi, ko gledamo jih, vsak gib mi vidimo, ne. In jaz sem gledal kar tako, ampak lahko tudi rečem, da je bilo težava, pa to, kako Slovenci glede za tujce,
Ja, na začetku težko, ne? In ti moraš dokazati, moraš ti velika energija dati, da pokažeš, da to jaz ne pomeni, da si čuden. Pa jaz sem iskal privat sobo, recimo, ker nisem imel štipendije, nisem dobil študentov sobo, moram iskati privat. Pa težko dobiti, zato ker gledajo skozi luknje, pa ne odpirajo vrata, sploh ker vidijo, ne vem, s kje je prišel. Tako da so mislili. Ampak potem, ko si v družbi, jaz takole drugačen sem, obnašam in imam radi ljudi, potem Slovenci, ko spoznaš jih, ko tole pol pa odprejo, ne. Najprej res težko, ampak potem ni probleme. Jaz sem imel, veste, pa tudi povsod ljudi smo različni. Jaz vem od Slovenci, ko so potovali, ko so bili v Irak, pa druge države, čisto drugače, ker so videli, kakšne ljudi, kakšen odnos so imeli z njim. Čisto drugače kot ljudi, ki niso odpotovali. Ampak jaz ne bom kritiziral. Imam dobre družbe, dobre prijatelji, družinski prijatelji, res. In da jaz sem tako sem naredil. Tisti, ki je v redu, te spoštuje, pa obratno lahko. Tisti, ki tole ni moj problem, to je njihov problem. In potem tako, na ta način smo speljali. Se pravi, Slovenci smo v bistvu zaprti, ne? Ja, ampak to je takrat tudi malo tujcev so bili tukaj, ne? Ne, včasih Jugoslavije to, ne. Meja je zaprta, ni tako, ne moreš potovati kot zdaj, ne. In je bilo tako, da je zaprta družba samo, ko odpreš, pa odpreš zelo v redu, ne, tako. Zdaj meni se zdi boljše, ker ljudi, ko so začeli zlasti mladine, potujejo povsod, pa to čisto drugače gledajo za stvari. A imaš občutek, da recimo zdaj, ko so te teroristični napadi, ko v bistvu te Arabce nekako smatramo, da so mudžahedini, teroristi, imaš občutek, da se je kaj tudi do tebe se recimo spremenil odnos v Sloveniji? Tudi. In moraš razlagati, kdo so te, zakaj to. Ja, tudi. Ampak to vzameš del življenja, ne. Niso ljudi tam, vsi so teroristi, niso vsi super, ne. Kot povsod, ne. Tudi v Sloveniji eni ljudi taki, eni pa tak, ne. Čeprav meni je en musliman razlagal, ne, je rekel, da ta pravi musliman ti bo prej pomagal, ko pa škodo, ne. In tudi mi je rekel eno tako zelo zanimivo zadevo, ne, je rekel, lej, jaz imam 5 prstov, ne, vsi so moji, pa vsi so različni. Ja, res, vzameš tako, da lažje, ne smeš ukvarjati s tem, da si, ne vem, drugi razred pa to. Jaz vedno, tudi moja hčerka, vedno spodbudil, ne, ker eni naredijo tudi napake, tujci, ne. Ja, oni so domačini, mi smo tujci, poveš otroka, pa otrok potem pozavest ima takole kot drugi razred. Ne, jaz vedno rečem, mi smo iz Mezopotamije, prva pisava od tam, prvi zakonodaje, tako, da malo. In sem povedal 3 besede, to se spomnim, otroku peljem v šolo, ker žena gre prej, jaz v službo, jaz potem grem in rečem 3 stvari. Pridna bodi, pazi nase in bodi najboljše, ne. Te 3 stvari, ne vem, kje jaz sem, ampak to je fajn delovalo. Ampak to je bodi najboljše, ni tiste egoistično pa to. Ne, vedno sem rekel, pomagaj drugi. Sta bila zelo pridna, nismo imeli nič problemov v šoli pa. Veš kaj, ne vem, a si mi odgovoril na vprašanje, zakaj si šel krajinsko arhitekturo študirati? Ja, jaz sem šel, najprej sem mislil arhitekturo, pa potem na univerza mi dala take reklame za ta študij.
In takrat je gradilo, vse firme iz Slovenije, iz Jugoslavije so delali v Irak. Ja. Tudi So bili neuvrščeni, ne. STD, EMB, vsi so veliko. In jaz sem mislil s tem, da grem nazaj. Po Tam koncu študija, ja. bom dobro službo dobil, pa to, in ta nov študij ni tako znan. In jaz imam vedno vrtov, imam rad. Do zdaj doma oblikujem, zdaj sem objavil na Facebook, če greste pogledat Arkane Noas, tisti moj bonsai, več kot 20 let ga negujem, več dela s tem, ampak imam rad take. In potem, ko sem videl, tukaj tudi z rastlinami ukvarjaš in tudi oblikovanje, in zaradi tega me privlačil ta študij. Ampak potem, nažalost, nisem šel tja, ampak sem ostal tukaj. Ja. Kaj sem hotel reči, mičke mi je misli zmanjkalo. Ja. Skratka, ima kdo kako vprašanje? Jaz malo predahnem, na redu. Ja, deva se pa lotiti malo pa tvojega slikarstva. Ja. To je ena zanimivo zadeva, no, sicer zdaj se pogovarjava s Sklepimi, ko je to malo teže, ampak ti imaš ene čudovite barve, tako svetlo, sončno. Sončno, življenjsko, ja. Kdaj si začel v bistvu tako risati? Slikarstvo od osnovne šole, jaz sem imel rad zelo, slikati, skicirati. Potem v gimnaziji sem zelo razvil to in sem imel mentorja takole tam, da mi malo preusmerjal. In celo na gimnaziji tekmovanja med šolami, med gimnazijami, tam enkrat na let, da smo dobili prve nagrade. Od takrat, in ko sem prišel tukaj študirati, skozi sem imel sem slikal, ampak to je tudi, nisem imel denarja, jaz sem takole med študijem, res je bilo finančna težava, celo včasih pobegneš od lastnika sobe, ker si delal preko servisa, pa denar ne pride hitro, vedno pride kasneje, in imam za plačati najemnino, in da ne bom ga srečal, da ne bom rekel, nisem jaz kriv, ampak ko dobim denar, pa plačam 3 mesece naprej, da imam mire. Ja, nisem imel časa potem za slikanje, ampak sem slikal vmes med študijem pa to. Ampak potem, ko sem takole končal, pol pa spet nazaj in sem razstavljal veliko. Jaz slikam različne stvari, tudi Ljubljana, tudi landscape, mislim, takole pokrajina. Samo najbolj mi všeč pri srcu abstraktna slika. Abstraktna slika, to je kot meditacija. Jaz, ko slikam, ugasnem telefon, dam glasba in z barvami ne pripravljam naprej in potem na koncu gledam sploh kaj. In res barva taka bolj življenjska uporabljam, sam, ker sem tak človek in potem gledam, jaz tudi gledam za slike, ampak zanimivo, recimo tam v galeriji imam slike obešene, vsak, ko pride, gledajo slike, pa rečejo, kaj ste mislili tukaj? Jaz vedno vprašam, kaj vi vidite? In zanimivo, vsaki človek vidi kaj drugega in več stvari. Ista slika, recimo 2 prijateljice sta stala, je rekla, jaz vidim tukaj kojne. Je rekla, pa kje vidiš kojne? Je rekla, le, tukaj. Ona videla, to ne moreš človek. Ona je rekla, kaj pa ti vidiš? Je rekla, jaz pa vidim delfin sred slike v to. In tako da in to je, jaz vedno pustim človeka, vsak ima svojo zgodbo s tem. Ja. Skratka, ti rišeš, v bistvu meditiraš v nekem smislu. Meditiram svoje občutke, svoje razmišljanje, to vse pride. Kdo je rekel, Picasso, meni se zdi, je rekel, vsak človek, če naredi črte na papirju, to ni kar tako. To nekaj pomeni. Kdaj pa je slika gotova?
Takrat, ko izrečeš eno besedo, ne, kako je že tista beseda? Ja, rečeš, alhamdulillah, hvala Bogu, ne, in to je končane in podpišem in imam, potem dam stran. In to je težko, kdaj, ne. Včasih moja žena tudi, ko gleda, pa rečem, ja, to je končano. Reče, ja, ok, ona vzama hitar stran, ne, da ne bom kaj drugega naredil še. To je tisto, ja, kdaj je zadeva končana. Ja, nikoli ne veš. Nikoli ne veš, res. Ampak imaš tisti občutek, ne? Občutek imaš, pa potem rečeš, da je to. Skozi popravljaš, dokler jo ne oddaš. Ne? Ja. Ena slika včasih, koliko časa rabiš. Eni včasih en teden, en mesec, včasih ena slika, 3 meseca tam, ne, vsakeč malo gledam, pa tako, ne, ni določen. Kdaj slikaš, sem rekel, ne vem, kdaj, kot da kdo mi reče, no, zdaj pa pej tu atelje, pa to je po noč, ali pa zjutraj, ali po dnev, to pa nima. Včasih celo noč takole pozabljaš na noč in do jutra uživaš. Jaz uživam s tem, res, ko slikam, zelo dober občutek imam. Ni prisilno, tako, ampak uživaš s tem, ko daš barva, pa vidiš, kako plešejo pred mano, tako, kot ples, ne. V redu. Nič, jaz sem počasi izčrpal, zdaj, če še ima kdo kako vprašanje, dajte postaviti, ker po vam bo žal. Lahko bom povedal proti koncu, ne, en vic, ampak to je resničen, ne. Ko pride tuj študent, ki se reče, ne, prideš, pol pa greš se prijaviti prej na Mačkovo, ne, zdaj je upravna enota tam, ne, Topažno. Na Mačkovo moraš iti, urad za tujce, moraš se prijaviti in je prišel ta študent, je rekla, ja, naslov pa lastnik stanovanja moraš prinesti, ne. Je rekel, ok, jutri prinesem, ne. Je rekla, dobro. In naslednji dan družina, ki je stanoval pri njih, so šli v službo zjutraj, on je rekel, ja, kaj pa ne naredim, je rekel, saj sem pameten. Je vzel list papirja in napisal naslov in napisal tam, kaj piše, ne, in je šel tja, ne, pred vhodom, ne. In je rekel, tukaj sem prinesel, ona pa službenka gledala, je rekla, a to je lastnik napisal? Je rekel, ne, oni so šli v službo, jaz sem pa sam to napisal. In potem se smejala, pa je rekla, pa veste, kaj je to ste napisali? Je rekel, ne vem, a ni ime pa priimek? Je rekla, ne, tukaj piše, pozor, hud pes. On je mislil, da to piše ime, ker tam nimamo pse doma. No, to je ena od tako. Ja, točno, pes je v bistvu umazana žival, ne, v arabskem svetu. Zakaj? Ja, ampak tudi zdaj ne velja več, ne. Aha. Ja, tudi imajo eni psi pa mačka pa to, ja. Veš kaj, sem se že zdaj spomnil. Včasih je bilo društvo teh afriških oziroma arabskih študentov, ki so tudi prirejali razne prireditve in te zadeve. Brane, ti so še mogoče spomniti, ti si bil takrat mogoče študent, ne? Ja, so imeli zelo aktivni so bili, ja, res. Pa so imeli afrodisko v blok tam v študentov vsak petek, ne. Da smo šli, afriška glasba, pa tako pa smo se dobili. Ja, zdaj ni več to. Ni študentov, ni novih, ne, tiste, ki so bili tukaj, ali so šli nazaj, ali so šli drugam, druga država evropska, recimo, ali pa drugam. In se pa pri tebi družijo. Ja, včasih, ja, pa tudi včasih nimajo. Veste, to je življenje, ne. Moraš ti preusmerjati, ne smeš pustiti val, da te vzame po svoje. Ti moraš imeti tako, in na žalost so takole veliki ljudi, padejo take krize, pa da potem ne znajte se, ne, in nimajo volje sploh več. Tako, jaz pa
vedno rečem, pridite, pa naredimo včasih kakšne srečanje, pa tako. Dobro, ok. Ja. Dobro, zdaj bom pa res Imate končal. vprašanje, ne? Ja, če imate kako vprašanje, Ja. če ne Izvolite. pa... Vse lahko vprašate, čisto vse lahko povem. Ok, lahko jaz vprašam. Izvoli. Kar všeč mi, da nismo govorili o politiki, pa tem, da nam nekaj rekel Iraku, pa tako naprej, ne? Ja. Predvsem to bi vprašal, to uničevanje kulturne dediščine. Ja. Tu se kar nekaj pisalo, pa nas tudi o tem, Ja. fotografije so bile, kaj vse uničevali, če bi malo to pokomentirali. Ja, prva stvar, jaz tako, res, tudi moja društva za kulturo in umetnost. Včasih hočejo malo eni, tako rečem, ne, to je kultura in umetnost, tole, ne gremo politike druge stvar, ampak če ste vprašali, pa lahko povem. Prva stvar, ki uničila Irak, to vojne. Ameriški napad na Irak leta 2003. Saddam Hussein ni bil, mislim, v redu predsednik, diktatura, ne, je bilo, veliki ljudi so zginili, ampak so prišli velesile in vseh držav so napadali Irak in so uporabili vse orožje, ki zdaj slišim tukaj in tam propovedana, tam da se uporabili, mogoče prvič, da poskuse. Ne. Ljudi do danes zaradi tega rojevejo otrok brez rok, brez nog, ampak noben ne govori o tem. Ne. To je kot, vedno rečem, zakaj tole, kot drugi razred ljudi. Ja, in takrat veliko uničen. Jaz se spomnim od ene evropske države, tanke na Babilon, tiste stara mesto in s tankom odkole hodijo. Veliko so kradli, muzej, iraški muzej so odprli, takole vse ljudi. Seveda, prva stvar tudi banke, centralna banka Iraka so odprli s tankom, takole pa vse tiste zlate kocke, to so prišli iskati. Veliko so uničili takrat. Potem drugi val, tole islamske države, te Daesh, te teroristi, ko so prišli, to nimajo veze z vera sploh. Jaz sem za njih tudi tole vero, kako, nisem vernik in sovražnik. Vsak, ki ni z njim, sovražnik. So uničili takrat veliko stvari in škode, velike škode so naredili. Samo tudi Iračani imajo tako občutek, tiste, ki so kradli, pa so prodajali na tržnice po poceni stvari, ker ne vejo, kaj je to. Ne? In veliki Iračani so kupili to, ne? In so shranili to doma. In potem, ko je odprl, zdaj odprt muzej iraški v Bagdad, in so prinesli te ljudi, te stvari in nazaj. Brezplačno seveda, ker to je pravijo, to ni moj, pa ni od nobenega. In to po televiziji pokažejo veliko stvari. In tudi iz Amerike, tiste, ko so šli stvari, tudi so najdeli tam na prodaje, ne? In jih tudi so zročili ambasade iraške, pa so pripeljali. Samo vmes veliko stvari so šli in to je velike škode. In jaz, ko sem videl to, res sem bil žalosten, ker take stvari ni vredne. To je stvari človeštvo, ne? Ni od enega človeka ali pa od ene nacije ali od Iračanov. To je imetje, mora biti v svetu. No, super. Skratka, nič. Če ni nobenega vprašanja, bomo končali. Arkan, hvala ti za tole petkovo druženje. No, se midva se še bova malo podružila. Vabljeni ste v galeriji Divan v Trnovem, zraven Plečnikova hiša, ne? Samo prej
povejte, prosim, da bom jaz tam, ker imam druge stvari, delam in dobrodošli na čaj, na pogovor, na vprašanje, če imate. Veliko stvari imamo, ne moramo vsega povedati. Bomo zorganizirali, ne? Ja, bomo z veseljem, res. Pogledati, kaj zdaj pripravljaš v Divanu, oziroma kje imaš kako razstavo? Mogoče si imel, ne? Jeseni, mogoče sredi avgusta bomo imeli en večer praznovanje tole obletnice 40 let, pa bomo povedali. Še moja taša bo povedala, kako me videla prvič. Sem rekel, boš prišla, pa boš povedala, kaj. Tudi misli, ampak lahko rečem, res, starši od moje žene, niti besede, so me sprejeli tako, kot sem. In samo ene od sorodnikov, ki je rekel za 3 mesece, to je poroka, ne bo trajala. Enkrat intervju po televiziji z mano in sem povedal, ti sorodnik je rekel, zdaj pa za vsak mesec 10 let, 30, ne? A bo prinesel končno darila, poročno ali ne? Ja. V redu. Okay, glavnem na Facebooku imam moje stran Arkana Nos ali društvo Divan, društvo za kulturo in umetnost, tudi ima svojo stran in vedno objavimo na Facebook, če imamo kakšne stvari. Divan bi lahko bil društvo za kulturo dialoga. Ja. Pogovora, ne? Ja, točno to. To je kot prostor za druženje, ne? In tudi druge društva vdajamo prostor, imajo svoje, tudi zanimivo predavanje, recimo zadnjič je predaval en profesor iz Maribora, ne? Druge društva, oni tudi potujejo in je predaval od potovanja s kolesom po Sudanu, ne? In zanimive fotografije, zanimivi ljudi, res, tam, ko vidiš, je rekel, sem prišel v enem kraju, recimo, in ni hotelov, nimam kaj, pa sem jim rekel, kam naj grem, pa so rekli, nič hudega, so prinesli ene postelje, tiste kovinske, sred dvorišča, tukaj boš spal. In rekel sem, spal tukaj. Ja, taka predavanja imamo tudi včasih. Poglejte na Facebook in dobrodošli, če imate kdaj časa. Ok. No, takole, se pravi, zdaj bomo pa res končali. Hvala vam vse skupaj. Zdaj, naslednji teden bo v bistvu času ne bo kavice, pač pa bo spletni dogodek. Uradno, ne, pač to mora biti, zaradi enih drugih zadev, bom v petek razložil. Bo pa v bistvu se bomo pogovarjali pa o standardizaciji 8-točkovne brajice. Se pravi, računalniške, ne? Tako, bomo pa spet malo brajico obdelovali, ki je pač ena od temeljnih stvari slepih, ne. Pa teden slepih je zdaj, ne? Pa teden slepih je cel kup dogodkov. Zdaj pogledajte si na naši strani, včeraj je bilo otvoritev bankavtomata, danes ne vem točno, kaj je. V glavnem pogledajte si, jaz bom edino, kar bom naredil reklamo za sebe, za Finžgarjevo galerijo. V torek je predstavitev Tipanke, Skrivnost rožnega venca, to je ena magistrska naloga iz Primorske univerze, in v sredo je pa z Alu restavratorji je ena razstava, ki je bila v Moderni galeriji od blizu in zdaj bomo pomanjšano to od blizu bomo prestavili v Finžgarjevo galerijo, je pač narejena, pač prilagojena tudi za slepe. Zdaj, če bo nam uspelo, bomo mogoče celo tukaj v knjižnico jeseni jo predstavili. Skratka, cel kup dogodkov je, no, poglejte si na strani zveze, pa pridite na kako tisti, ko lahko pridete, a ne.
Torej, Koželje tudi, ne? ja, čez 14 dni je pa podžupan Koželja, ja, v Finžgorju, ampak to... Podžupan profesor Koželje je moj mentor je bil. Jaz sem pri njemu delal diplomo krajinske arhitekture. No, evo, Ja. skratka povezava. Dobro, Ja. nič, lepo se imejte, Enako. lep sončni Hvala vikend vsem, vam ja. želim, hvala vsem, kot je rekel Arkan, tudi tebi, posebej hvala. Hvala.